Lepo pozdravljeni vsi danes tukaj zbrani. Ko moram sporočiti tole. Ni enostavno razpravljati o utopiji in upanju v dobi, ki se je deklarirala za postutopično, postupanjsko, postmetafizično, postsocialistično, pa še za kakšno dobo. Po sesutju socializma bolševiškega izvora, kar seveda postavljamo v leto 1989, teorija na področju družboslovja in humanistike opaža temeljito spremembo besednjaka. Tako, poglejte, so že domala na črni listi izrazi ne samo utopija in upanje, ampak tudi beseda tovariš, pa še kakšna. Težko se odrečem besedi tovariš, to je tako plemenita beseda. Če bi iskali vire, te, ki so v slovenščini zapisani v času protestantizma, bi našli besedo tovariš že pri Felicijanu Trubarju. Megizerjev slovar v 17. stoletju razume besedo tovariš v tem plemenitem pomenu. Gre za ljudi dobre volje, ki skupaj nekaj tovorimo. Torej, tovorimo neko zgodovinsko breme in poslanstvo. In dovolite, da bom z nekaterimi imeni iz svetovne utopistike opozorila na to, da je zmožnost misliti utopijo antropološka določba človeka, kajti človek lahko dojema na stvarih še nekaj malo več, kot pa samo to, kar je, skratka, da misli alternativo temu, kar samo golo biva. Ni humanistike brez utopije. Mi, ki smo na področju humanistike in družboslovja, vemo, da šele takrat, ko je bila tu utopistika, so nastali temelji za evropsko humanistiko. In ker smo mnogi o 500-letnici utopije Thomasa Morasa izrecno poudarili. Utopija je zavest, ki je znotraj svetna, je kot proti svet. Do utopije pride takrat, ko človek usmeri pogled iz onstranskosti v to stranskost, pogled iz večnosti v prihodnost. Tako utopije skušajo razmišljati o prihodnosti, ki naj bo boljša kot pa sedanjost. In zato utopična zavest politiki svetuje, da naj preteklo jemlje iz prihodnosti in ne obratno. Takrat seveda je politika konstruktivna. In prvo pravilo je, naj politika ne bo, kot nas je posvaril Anton Trstenjak, pogubna narodova zasvojenost. Zasvojenost se dogaja takrat, ko ne moremo misliti utopije, torej alternative. Prvo pravilo soočanja s preteklostjo je, da se odpovemo vsakršnemu propagandističnemu odnosu. Jürgen Habermas, Theodor Adorno,
Ernst Bloch. To, kar je, ni samo bilost. In gledajte, tu so nekateri nastavki za pojmovanje resnice, ki človeka puščajo zaprtega v klet preteklega, častijo strah, grozo, obup. Misliti utopijo pa pomeni topel tok, vedrino, misliti možnost tega, kar še ni. Peter Sloterdijk, ki sam sebe imenuje špilferderberski egoman, eden najlucidnejših, podobno kot Jürgen Habermas je lepo povedal. Tisti vzgib, ki ga je generacija 68. leta prinesla, je bil vzgib, ki skuša misliti napredek in nenadoma, potem, ko se je to gibanje izpelo, teorija ne misli alternativ, vse se drenja okrog sredine in sredinskosti. Se opravičujem, če bom nekatera stališča, kot sem rekla, posredovala z imeni teh, ki še posebej v tem našem evropskem prostoru zagovarjajo digniteto utopične zavesti. Tako Jürgen Habermas poudarja, da imajo utopije močno praktično funkcijo, kajti kot orientacije stopajo v socialna gibanja. Ernst Bloch razume človeka, ki ima utopijo, da je bitje pokončne hoje, in Habermas k temu dodaja, družba naj bi izgledala tako, da bi vsak v njej hodil pokončno, tudi nemočni, brezpravni, ubogi. Ne pozabimo, da je delitev na levico in desnico še vedno delitev na revne in bogate. To je stališče, ki ga izrecno poudarja vse do konca svojega življenja zelo levičarsko usmerjen mislec Richard Rorty. Ta, o katerem Habermas pravi, to je Amerika, ki se nam je ni treba bati. In Richard Rorty je vedno znova poudarjal na vseh svojih predavanjih, da je desna pozicija tista, ki se oklepa pojma resnice, levica pa pojma svobode. Desnica smatra, da je etika že tu, da je udejanjena z nekimi večnimi nadčasovnimi principi, levica pa smatra, da etika še sploh ni udejanjena. Skratka, mi levičarji vendarle opozarjamo na to, da etika še ni udejanjena. Mi tudi poudarjamo, tako kot Marx, da človek ni najprej bitje pravic, ampak da je človek najprej bitje potreb. Zato, da živimo in zato, da preživimo. In te potrebe, ki nas vpenjajo v svet življenja, so potrebe na področju sociale, zdravstva in tudi izobraževanja. In te potrebe morajo ostati socialno-solidarnostne kategorije, ki jih nikdar ne smemo pretvoriti v ekonomske kategorije. Nerazumljivi so dekreti Združene Evrope in priporočila OECD-ja, da naj po slovenskih univerzah vpeljemo šolnino. Ja, to pomeni človekovo naravno potrebo
po izobraževanju transformirati v ekonomsko kategorijo. Bolonjska reforma nas je kruto soočala s tem dejstvom. Tradicionalna akademska paideia, izobraževanje, je pomenila to, čemur pravimo, neka enooka pozicija, tako kot kiklopi. Vem in vse vidim. Namen tradicionalne izobrazbe je bil izobraziti strokovnjaka in hkrati intelektualca. S funkcionalizacijo izobraževanja z bolonjskimi normativi smo šli celo v industrijo izobraževanja, amputirali to možnost. Postati intelektualec, skratka, to je bila tista funkcionalizacija izobraževanja, v imenu katere je moja generacija 68 tudi za ceno policijskih pendrekov želela svetu dopovedati, da si tega ne dovolimo. Ko so nas takrat v Ljubljani spraševali, pa kaj vi vpijete po teh ljubljanskih ulicah, smo lepo povedali. Mi želimo to, kar vse utopije. Tisto onstran sesuti na zemljo, kajti utopični ideal bivanja moje 68. generacije je eno, domovanje. Prebivati v vsakem kotičku sveta, kot da sem doma. In tukaj smo z estetsko-erotskimi kategorijami skušali dopovedati, da je še kot ljubezen sredstvo, ko si dva človeka v tem kratkem življenju, ki ga živimo, med svojim rojstvom in smrtjo ustvarimo domovanje. Bila sem med tistimi, ki smo takrat zahtevali več demokracije, toda vedno znova ponavljam, ne za malo manj, ampak za malo več socializma. Socializem je ideja organizirane solidarnosti, ki se nikdar ne bo odrekla temu, o čemer piše zdajšnja frankfurtska šola, da je socialna svoboda edina pristna ideja socializma. Socializem s tem postaja gibanje in nič ni treba desnici skrbeti, ko imamo mi spontana soočanja, razhajanja. Češ, med vami vladajo spori, kjer je svoboda, kjer je demokracija. Tam ljudje glasno razmišljajo in toliko bolj potem v nekem programu učinkujejo povezovalno, kooperativno. Nikomur se za ta soočanja ni treba bati. Bati se je pa takrat, ko nekdo s političnimi sredstvi zganja totalitarizem, to je pa takrat, ko se začnejo ljudje bati, ko se v ljudi naseli strah, ko zginja spontanost, pride do bržunaste variante totalitarizma. To je treba narediti, zgodi se pa naj že včeraj. Malo ironično rečeno. Na koncu sem le generacija 68, malo smo tudi policijske pendreke izzivali. To je bilo kar lušno, priznam, nič se ne sramujem. No, jaz sem enkrat ušla tako, da sem policaja nalagala, da še nimam osebne izkaznice, ker sem mladoletna, pa je rekel, no, marš zgini, da te ne vidim. Skratka, govorim ves čas o solidarnosti. Solidarnost je druga plat pravičnosti. Jürgen Habermas je ves čas svoje nazore o socialno pravični družbi razvijal s pomočjo pojma solidarnosti.
In zanimivo je, da je tu imel nek zgled, ko prosim, da prisluhnete temu, kar je Habermas v pogovoru s svojimi kolegi iz stroke doživljal tu pri nas v nekdanji skupni domovini, deloma v Franciji. To so pa profesorji, ki so po izvoru in pristopu bili zelo tuji nemškim tradicijam. Ti profesorji so bili med vojno partizani. Tudi mi Nemci poznamo politično angažirane visokošolske profesorje. Toda kaj tako etično čistega, kot so ti profesori partizani Ljubljana, Beograd, Zagreb, tega nisem nikdar srečal, piše Jürgen Habermas v filozofsko-političnih pravilih. Ti partizani so nedovzetni za strokovnjaško nečimrnost, prestižno mišljenje ali privatno častihlepje. Ogromno so pretrpeli. Iz gozdov, z orožjem v rokah in ranjeni, so šli v univerzitetne predavalnice. Njih ne prestraši nič. Ne marajo institucionalnih avtoritet. Kdor za njimi presedile en večer dojame, da v bolj senzibilnem, kot pa grobem tovarištvu njihove družbe vztraja moment, ki vse te kvalitete pojasnjuje in jim daje prepričljivost, osebna korektnost. Teh ljudi, ki so bili skupaj kot partizani v hribih in so se takrat navadili solidarnega ravnanja. No, in Jürgen Habermas s ponosom pove, da pa edini, ki je kdajkoli bil med nemškimi filozofi partizan, se zelo hrabro boril med grškimi partizani v Elasu, je Wolfgang Abendroth, neka neizmerna teoretska rezerva danes, ko govorimo o vračanju socializma, tega, kako naj bo organizirana družba, ki se bo imenovala, tako kot Axel Honneth, tako naslednik njega, kot tudi Jürgena Habermasa pove, socialna svoboda. Imam še pripravljeno vse do opozorila, da moram končati. Poglejte, levo, desno, ta polarizacija se dogaja še danes. Zakaj mi, levičari, toliko uporabljamo izraz družba? V tem delu Evrope, kjer mi živimo, opozarja Habermas, je v 19. stoletju pomenila delitev na levico in desnico, delitev na izraze kot kultura in družba. Kultura je utelešala aroganco, drage koncertne karte, družba pa jabolčnik, tudi gasilske veselice. In mi vemo, kaj je kulturtregarstvo delalo pri nas. Zato včasih kdo ne razume, zakaj je moral Adorno nemški kulturi, taka kot je bila, učitati, kako se je lahko to zgodilo, da je dopustila razvoj fašizma in holokausta. Dovolite, ker sem se skušala temeljito pripraviti. To je moj prvi nastop v slovenskem parlamentu. Hvala, ki ste mi zaupali, hvala vam, ki ste me povabili. Nam levičarjem očitajo, da imamo gluha ušesa za etiko. Ampak gledajte, kje je ta ekološkost te naše etike? Mi želimo, da je etika človekova druga narava, ne pa po monoteističnem vzoru človekova protinarava. Potem je to tiranija dobrega, to je represivna zavest. Kaj je etično in kaj je moralni napredek?
To, da vsak trenutek prepoznavamo z rastočo občutljivostjo potrebe današnjega sveta, potrebe današnjega človeka, ki niso potrebe teh ljudi v srednjem veku, ne onih tam 2000 let nazaj. Zato seveda se je treba boriti proti nemišljenju, kajti zlo je ne znati misliti. Ostajamo teoretični pesimisti in praktični optimisti. Torej, misliti utopijo ne bi pomenilo misliti alternativo in ne se več drenjati okrog sredine. Jaz vam, glede na mojo biološko uro, 30 let mlajši s tem zasukom, čestitam. Vi niste več samo opazovalna levica, kulturna levica. Vi ne presegate več samo na kulturni marksizem, salonska kaviar levica. Vi postajate ustvarjalna levica. Še enkrat, tam, kjer je svoboda govora in mišljenja, tam so razhajanja, toda tudi mnoge poti in mnoge steze, da pride do nečesa povezujočega. Utopija bivanja je torej domovanje. In mislim, da ste na zelo, zelo dobri poti, da to udejanjate naprej. Hvala vsem, ki ste prisluhnili, ne zamerite pa tisti, ki se morda s kakim mojim delom ne strinjate. Najmanj se je sama seboj, morda mi je samo 1/3 tega, kar sem pripravila tukaj uspelo sporočiti, ampak to je mečken namig, da me povabite še kdaj drugič.